Kaj mislite, koliko bo vaš denar, ki smo ga zaslužili danes, vreden še jutri? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Zakaj višje cene? Na to vprašanje v tem trenutku nihče ne more dati konkretnega odgovora, ker se na svetovnih makroekonomskih trgih in ekonomskih politikah pozornost preusmerja od bistva in se iščejo razlogi in priložnosti za dvig cen na vsakem koraku. Po principih teoretičnih ekonomskih dognanj je dvig cene odvisen predvsem od razmerja med ponudbo in povpraševanjem. Glede na to, da je bilo v obdobju pred pandemijo obdobje deflacije, ko so cene življenjskih potrebščin upadale, je zadnje obdobje čutiti znatno povišanje cen in posledično zaznamo višanje odstotka inflacije. Postavlja se globalno vprašanje, ali so protipandemijski gospodarski ukrepi povzročili inflacijo. Predvsem se zastavlja vprašanje, ali vse možne finančne spodbude povzročajo efekt pregrevanja gospodarstva, ko se s finančnimi spodbudami pospeši potrošnja in posledično poveča povpraševanje. Ponudba je pa zaradi preteklih zmanjšanj proizvodnje omejena. Vsak zaposleni v gospodarstvu, kmetijstvu se vpraša, zakaj moramo za materialne dobrine na enoto sedaj in v prihodnje več plačevati kot v obdobju, ko ni bilo inflacije. Ekonomske študije kažejo, da mora še priti do inflacije v storitvah, da pridemo do posledice rasti plač. V celotnem procesu je najbolj oškodovan zaposleni, ki dela, in kmetovalec, ki proizvaja hrano. Zanimiva je obrazložitev neimenovanega predstavnika večje trgovske družbe, ki zadevo pojasnjuje na naslednji način. Dobavitelj, prehrambena industrija počasi že dvigajo cene. Kdaj se bo to poznalo v končnih cenah, še ni znal napovedati. Je pa že začetku marca, ko smo pisali o podražitvah prehrambenih surovin na svetovnih borzah, razložil, kako se podražitve prenašajo po verigi. Prve podražitve nekaj časa krijejo proizvajalci, nato pa nekaj časa mi, trgovci. Potem pa se praviloma prelijejo v končne cene. Koliko? Je odvisno od višine podražitve surovine oziroma izdelka, količin na trgu, tudi stanja zalog in nenazadnje razpoloženja kupcev. Pomembno vprašanje oziroma razmišljanje, ki se poraja vsakemu kmetu, ki hrano pridela, oziroma vsakemu zaposlenemu za zdravo kmečko pametnjo je, nekdo v tem konceptu tako imenovane verižne podražitve vedno pozabi na kmeta. In zaposleni, ki mora trdo delati za mesečni prihodek, plača vedno več za hrano, ki jo kupi. Enostaven zaključek tega je, da je večji del inflacije ustvarjen umetno, oziroma se koncepti ekonomskih dognanj in študij v praksi rezultirajo popolnoma drugače, kot je zapisano v knjigah. Koliko so statistični indeksi in letne napovedi stopnje inflacije realni, je druga plat zgodbe, ki nam pove, da povprečen rezultat vedno ne odraža povprečne socialne varnosti državljanov in povprečnega ekonomskega statusa zaposlenih v gospodarstvu, javni upravi in kmetov. Naslednja teorija je, da bo dvig stroška dela vplival na rast inflacije in prihodnje plačne dogovore, vendar je tudi delež delovno aktivnih, ki jih zadevajo kolektivne pogodbe, vedno manjši. Prav tako pa uskladitve plač ne vplivajo ena na ena na uskladitev vseh plač. Skratka, pred nami so novi izzivi, na katere lahko najprej in najbolj predvidljivo odreagira Evropska komisija in izpelje ukrepe, ki bodo razburkano ozračje na mednarodnih trgih umirali. Predvsem bi Evropska unija, ki je v preteklosti že izpeljala številne dobre prakse, morala makroekonomsko spodbujati lastno samooskrbo in neodvisnost strateških trgov, da zagotovi konkurenčno stabilnost in socialni obstoj. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost.